Pozdravljeni v novem šolskem letu in s tem že v 46. oddaji Aktualno na GFML. Novo šolsko leto je že v polnem zagonu. Prav pa je, da se ozremo nazaj na podelitev maturitetnih spričeval, kjer so naši bivši dijaki dosegli odlične rezultate. Ponedeljek 13. julija je potekala svečana podelitev maturitetnih spričeval maturantkam in maturantom GFML. Vse zbrane ste najprej nagovorili županja magistra Olga Karba in predstojnica območne enote Zavoda Republike Slovenije za šolstvo Murska Sobota, gospa Irena Kumar. Pred vami je nova prihodnost. Z maturo ste simbolično stopili v svet odraslih. Odpirajo se vam nova vrata in nove poti. Vendar dobre poti so ponavadi zavite in ozke. Zato vam želim, da na vaših poteh uporabljate za dosego svojih sanj in vizij vso tisto znanje, vse tiste izkušnje, vse tista jasna stališča, ki ste jih razvili v 4 letih s pomočjo profesorjev in vaših staršev ter najbližjih. In želim vam, da ste pogumni, da ste potrpežljivi in da včasih malce vztrajate. In predvsem vam želim, da počenjate vse tisto, kar imate radi, tudi na svoji poklicni poti. Torej, da delate tisto, kar vam bo pomenili izziv in kar imate radi, potem boste dosegli svoje sanje. Predvsem pa vam želim ob koncu reči, naj vam bo navdih za življenje. Vse tisto, kar je lepo, dobro in plemenito. In ko boste zaključili univerzitetno izobraževanje, ne pozabite, vse dobro, lepo in plemenito najdete tukaj, v svojem domačem kraju, v svojih občinah, iz katerih izhajate. V teh krajih, v teh občinah, tako kot na gimnaziji, tako kot smo vsi nocoj tukaj, smo neizmerno ponosni na vas. Nato pa je prišel najbolj pričakovan trenutek in sicer podelitev maturitetnih spričeval, katero je opravil gospod ravnatelj in razredniki. K splošni maturi na spomladanski rok je pristopilo 107 dijakov in 12 dijakov maturitetnega tečaja ter 62 dijakov programa predšolska vzgoja. Rezultati 49. generacije dijakov GFML so bili spet odlični, 6 dijakov programa Splošna gimnazija pa je doseglo prag zavidljivih 30 ali več točk in to so bili Barbara Budja, Tamara Horvat, Nina Mladenović, Vanja Zamuda, Jana Žnidarič in Mateja Žnidarič. Prav tako pa ste se temu uspehu pridružile dijakinji programa predšolska vzgoja Melisa Klemenčič in Andrejka Pek. Prireditev so z glasbenim programom dodatno popestrili mladi Pomurci. Žaben, svatbo svoji mile, zbrane iz sosednjih mlad. Jedla, pile so in pile, rega, rega, rek, rega, rega, rek, kvak, kvak. Skokica nevista mlada, ženi bil je dolgokrat, raja oba starana, rega, 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 kvak, kvak, kvak. Po večerji zavrti se, ko je bil že pozen mrak, rajo da se utrise, rega, 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 kvak, kvak, kvak. Živi, živi, ženi naš z nevesto, glas povzdigne kraku svan. Zagrmi, zagrmi, i kakih 200, rega, rega, rek, rega, rega, rek,
Živi ženi naš deželo, rega, rega, reg, rega, rega, reg, kva, kva, kva. Hvala lepa. Vroče poletje smo obogatili z dvodnevnim znanstvenim simpozijem z naslovom Slovenski film v sliki, besedi in glasbi. Simpozij, ki je bil vod v 11. Grossmanov festival fantastičnega filma in vina, je organizirala naša gimnazija v sodelovanju s Filozofsko fakulteto Univerze v Mariboru, Grossmanovim festivalom in občino Ljutomer. V 2 dneh je o temah, povezanih s slovenskim filmom, spregovorilo več kot 20 priznanih strokovnjakov z različnih področji, ob tej priložnosti pa je bil izdan tudi zbornik. Otvoritev simpozija pa je popestril Vlado Novak z monokomedijo Gajaš arestant. Dijaki 4. letnika so se letos odpravili na maturantski izlet v Španijo in v Grčijo. Bližal se je konec poletnih počitnic. Vsi so se že pripravljali na začetek šole, medtem ko smo se dijaki 4. letnikov že odpravljali proti Grčiji. Polni energije smo po 2 urah letenja prispeli na Krf, kjer smo se napotili proti Ipsusu in se nastanili v hotel. Pred nami so bili 3 tematski večeri polni zabave. Kljub rahli utrujenosti smo si oblekli bele majice, vzeli pisala in se odpeljali proti prvem tematskemu večeru, Graffiti Party. Po urah plesanja smo se popisani zjutraj vračali domov. Zelo podobno so se stvari odvijale drugi večer, ko smo se peš odpravili do kluba, ki je kmalu bil zasut s peno. Naš pena party je potekal brezhibno, saj smo plesali, peli in se na koncu rahlo premočeni prizibali v naše postelje. Zadnji tematski večer je bil zaznamovan z rdečo barvo in ljubeznijo. Napočil je čas za Red Love Party, kjer smo se poslovili od Krfa, tako kot se spodobi. Seveda pa smo tudi čez dan, ko smo z rahlo težavo vstali, doživeli polno dogodivščin. Obiskali smo več plaž, kjer smo uživali v razgledu, športnih igrah, dobri glasbi, preplavali kanal ljubezni ter si ogledali samo mesto Krf in njegove znamenitosti. 4. dan smo se s kovčki odpeljali proti pristanišču, saj se je naša pot nadaljevala po celinskem delu Grčije. Najprej smo si ogledali osupljive samostane na Meteori in preživeli družabno noč v hotelu. Naslednji dan smo se napotili proti zgodovinskemu kraju Tesaloniki, kjer smo preživeli 2 neverjetna dneva. Zadnjo noč smo se še posebej poslovili od naše Grčije in se zabavali do jutranjih ur. Naslednje jutro smo se odpeljali do pristanišča, kjer nas je čakala dolga, a zanimiva vožnja z ladjo do Ancone. Medtem, ko so eni že pridno spali, so drugi čakali sončni vzhod in uživali ob razgledu. Kmalu je napočil čas, da se napotimo iz Italije nazaj proti domu. V ranih jutranjih urah smo prispeli v realnost, ki je naš Ljutomer. Počitnice so mimo in začelo se je novo šolsko leto. Tudi za drugo polovico četrtošolcev, ki pa so uživali na plaži sončnega Lloret de Mara v Španiji, kjer so preživljali svoj težko pričakan in enkraten maturantski izlet. Prva 2 dni so posvetili ogledom znamenitosti katalonske prestolnice Barcelone. Ogledali so si znamenito Sagrado Familio, botanični vrt, Park Güell in še veliko drugega. Vse oglede pa okronali še z barcelonskim stadionom Camp Nou. Ostale dni so preživeli na Costa Bravi v Lloret de Maru, kjer so se prepustili španskemu duhu in podobno kot njihovi sošolci v Grčiji uživali na plaži ter se ohlajali v morju. Vsak večer smo zahajali v Blue Bar in diskoteko Tropics na tematske zabave, kot so na primer Neon, Red Love in Pena Party. Maturantska ekskurzija je bila za vse enkraten in nepozaben dogodek, v katerem se bodo še dolgo pripovedovale zgodbe. Na žalost je vsega lepega prehitro konec in vso našo koncentracijo bomo sedaj posvetili naslednjemu izzivu – maturi. Tudi letos je potekal krst fazanov pod vodstvom 3. letnikov. Predtem pa smo si gledali koncert o zgodovini roka. Dijaki gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer smo si v četrtek, 3. septembra v dvorani Šic v Ljutomeru ogledali koncert Zgodovina roka. V
V približno 1,5 ure dolgi predstavi smo dijaki dobili vpogled, kako je potekal razvoj roka od začetka 50. let pa vse do danes. Z zanimanjem smo prisluhnili predstavitvi, ki sta jo povezovala Igor Orač Peter in Nenad Perič. S pomočjo videoprojekcije sta nam predstavila širše zgodovinsko dogajanje, ki je vplivalo na razvoj tega glasbenega žanra. Dijaki smo se ob koncertu zabavali, saj nam je snov bila predstavljena na nekoliko drugačen, zanimivejši način. Kot vsako leto so tudi letos dijaki 3. letnikov pripravili tradicionalni krst za dijake 1. letnikov, ki je potekal v četrtek, 3. septembra 2015 in sicer 5. šolsko uro za gimnazijo Franca Miklošiča Ljutomer. Po koncertu roka, ki je prav tako potekal tisti dan, smo se vsi dijaki 1. letnikov zbrali v športni dvorani Šic, kjer smo se pripravili za odhod. Zvrstili smo se v kolone po razredih in kot vse prejšnje generacije smo tudi mi imeli željo dokazati, da smo pripravljeni na vse izzive, ki nam jih bo šolanje na GFML postavilo. Z malce začetnega strahu in treme smo se soočili s številnimi zabavnimi igrami, se družili in nasmejali, v nas pa je bilo tudi nekaj tekmovalnosti zaradi obljubljene nagrade za zmagovalni razred. Ob zaključku smo še zaprisegli in s tem tudi uradno postali polnopravni dijaki Ljutomerske gimnazije. Prisegam, da sem ponosen dijak gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer. Da bi se dijaki 1. letnikov čim prej in čim bolje vključili v proces srednje šole, na GFML že več let prirejajo socializacijske dneve. Ta dan smo fazančki preživeli ob različnih dejavnostih, ki so nam pomagale, da se bolje spoznamo s sošolci in usvojimo, kako deluje sam šolski sistem. V razredu smo se igrali razne igre, se predstavili med seboj, delili pretekle izkušnje in pričakovanja. Pester nabor aktivnosti, ki so jih pripravili in vodili razredniki ter šolske pedagoginje, omogoča razvijanje socialnih spretnosti in kompetenc. Glede na odziv in pozitivno oceno vseh dijakov je socializacijski dan povsem uspel. V zadnjih septembrskih dnevih praznujemo obletnico rojstva Edvarda Kocbeka. Prav temu so naši dijaki namenili recital Rocky Hands. V zadnjih septembrskih dnevih, natančneje 27. septembra, praznujemo obletnico rojstva slovenskega književnika, urednika, prevajalca in politika Edvarda Kocbeka. Letos so se njegovemu spominu poklonili s prav posebnim dejanjem. Na pobudo doktorja Felixa Bistra je bila izdana nova dvojezična slovensko-angleška pesniška zbirka Rocky Hands, v kateri najdemo izbor Kocbekovih pesmi. Izdajo nove Kocbekove knjige so pri celovški založbi Viser omogočili koroška deželna vlada, občina Sveti Jurij ob Ščavnici, ki je lansko leto razglasila za Kocbekovo leto, in gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer. Nova knjiga je bila predstavljena občinstvu v nedeljo 27. septembra 2015 v kulturno-upravnem središču v Svetem Juriju ob Ščavnici in v ponedeljek 28. septembra 2015 v kulturnem domu v Ljutomeru. Pesniško zbirko so predstavili dr. Felix Bister, zgodovinar, publicist, prevajalec in kulturni organizator, pesnik in ameriško-avstrijski prevajalec Herbert Kühner ter pisatelj in publicist Lev Detela. Na prav poseben način so Kocbekove pesmi interpretirali dijaki 3. letnika gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer. Roki. Med svojima rokama sem živel, kakor med dvema razbojnikoma. Nobena izmed njiju ni vedela, kaj je počenjala druga. Levica je bila nora od srca, desnica pa pametna od spretnosti. Ena je jemala, druga izgubljala, druga pred drugo sta se skrivali in opravljali polovična dela. Ko sem danes bežal pred smrtjo in padal in vstajal in padal in se plazil po trnju in skalovju, sta mi bili roki enako krvavi. Razpel sem ju kot žrtvena ročaja velikega tempelskega svečnika, ki z enako vnemo pričujeta. Vera in nevera sta bili en sam plamen, zdigoval se je, visok in vroč. Hands. I've lived between my hands as if among two thieves. None of them knew what the other was about. The left followed the heart, the right mastered life. One took, the other gave.
They hid from each other, leaving everything half done. When I fled from death, falling, getting up and falling again, crawling through thorns and over stones, one hand was as bloody as the other. I spread them out like the sacrificial branches of a great temple candelabrum. Both displayed the same fervor. Faith and doubt rose high, blazing bright in one flame. Profesorica Irena Štuhec je izbrala pesmi in režirala celotno predstavo, za pravilno izgovorjavo je poskrbela Beverly Landrikomp, Filip Kulčar je pripravil sceno, Metod Kulčar pa animacijo, ki se je vrtela v ozadju in je dopolnila celoten recital. Oba sta ustvarjala pod mentorstvom profesorice Tanje Trajbarič-Lopert. Z glasbeno točko pa se je predstavil GFML Band, ki so ga sestavljali Lana Lančič, Luka Antolin in Nino Doto. Minil je že 1. mesec in dijaki gimnazije Franca Miklošiča v Ljutomeru smo sodelovali že pri raznih dogodkih. Letos naša gimnazija že 3. sodeluje z Uršulinsko gimnazijo in v okviru tega sodelovanja so nas prejšnji konec tedna obiskali dijaki 7. A razreda z Dunaja. Njihovi gostitelji so bili dijaki 3. A razreda, ki so poskrbeli za to, da so se Dunajčani pri nas dobro počutili ter spoznali Ljutomer in okolico. 15 dijakov z Dunaja in dijaki 3. A so se v četrtek odpeljali na bližnje vinogradniške gričke Jeruzalema, se sprehodili do bližnje taverne in uživali v toplem jesenskem popoldnevu. Petek dopoldan so jih naši dijaki popeljali po Ljutomeru. Pri Žumanovih pa so lahko sami sedli za lončarsko vreteno in preizkusili svoje lončarske spretnosti. Ure slovenščine za začetnike, ki jih je pripravila profesorica Klavdija Tivadar, so kar prehitro minile in so poskrbele za sproščeno vzdušje in ne malo smeha. Dijaki z Dunaja pa so zelo zavzeto prisluhnili zvenu slovenske besede in se naučili nekaj osnovnih fraz v slovenščini. Pri nas sta se odlično počutili tudi profesorici z Dunaja. Ich freue mich sehr, dass wir heuer schon zum 3. Mal hier in Ljutomer zu Gast sind. Wir haben diesen Schüleraustausch vor 2 Jahren gestartet, wie ihr eine Partnerschule in Wien gesucht habt. Und das Gymnasium St. Ursula freut sich einfach, dass dieser Kontakt zustande gekommen ist. Und es ist jedes Jahr wieder ein schönes Erlebnis zu sehen, wie die Schüler sich verstehen, wie sie Kontakte schließen, wie sie in deutscher Sprache miteinander reden, wie sie sich unterhalten. Und was für die Schüler so schön ist und auch für uns Lehrerinnen, das ist diese Gastfreundschaft und dass wir so gut aufgenommen sind. Also das ist eine große Bereicherung für unsere Schule auch. Ich finde, der ganze Austausch ist sehr gelungen. Gestern schon bei der Ankunft ist alles gut gegangen. Die Wanderung war ganz toll, hat den Schülern auch gut gefallen. Die Weinberge bei Jerusalem und dann das Essen hat ihnen sehr gut gefallen. Und heute auch war ein super schöner Tag mit der Töpferei, hat den Schülern großen Spaß gemacht. Und dann der Slowenischkurs für Anfänger, das habe ich ganz toll gefunden und auch den Schülern hat es großen Spaß gemacht. Ja, also im Großen und Ganzen freue ich mich sehr, dass ich mitfahren konnte. Dijaki 3. A se že veselijo pomladi, ko bodo obisk vrnili in preživeli 3 dni na Dunaju. Mednarodna izmenjava je vsekakor odlična priložnost za širjenje kulturnih obzorij in ustvarjanje novih prijateljstev, zato smo tovrstnih dijaških srečanj zelo veseli. Sodelovanje na modele Evropskega parlamenta je odlična izkušnja, ki se vsako leto znova ponudi našim dijakom. Tokrat je Žan Hozjan, dijak 4. A, predsedoval generalni skupščini MEP, sestavljeni iz 100 delegatov iz Romunije, Bolgarije, Avstrije, Slovenije, Madžarske, Nemčije, Makedonije in Srbije. Romunski parlament, palača, v kateri so potekale razprave, je pravi labirint številnih, bogato opremljenih prostorov in dvoran in je za ameriškim Pentagonom druga največja palača na svetu. V slovenski delegaciji so bili dijaki naše gimnazije Zala Peterka, Zala Kerec, Grega Novak in Nuša Dijak. Aktivno so sodelovali v odborih za kulturo, izobraževanje, notranje zadeve, zaposlovanje in okolje. Letos smo Evropski dan jezikov, ki je 26. septembra na gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer praznovali kar cel mesec. Okoli 20 dijakov se je z naravno govorko in svojimi profesoricami pripravili na nemško jezikovno diplomo na 3-dnevnem taboru v Veržeju, manjše skupine pa so obiskovale osnovne šole po Pomurju in pripravile delavnice v jezikih, ki se jih učimo na GFML.
Dijaki, ki se učijo angleščine kot prvi jezik, so učencem predstavili razlike med britansko ter ameriško angleščino. Na predstavitvah pa je sodelovala tudi naravna govorka, ki je še dodatno popestrila ure. Dijaki nemščine so pripravili interaktivni kviz Kahoot, se z osnovnošolci šli spoznavne igre in na zabaven način pokazali, kako poteka pouk na naši šoli. Osnove francoščine pa tudi izgovorjavo in nekatere francoske znamenitosti so predstavili dijaki, ki se učijo francoskega jezika. Kako poteka pouk španščine, so povedali špansko govoreči dijaki, ki so učencem pripravili tudi kratek kviz, osnovne španske besede pa so skupaj z osnovnošolci pokazali kar s pantomimo. Dijaki, ki so si za izbirni predmet izbrali ruščino, so predstavili posebnosti ruskega jezika. Načrtovali smo tudi dogodek na glavnem trgu v Ljutomeru za učence osnovne šole Ljutomer in osnovne šole Sročja vas, vendar smo ga zaradi dežja prestavili na osnovno šolo Sročja vas. Kot vidite, je precej pestro, pripravili so 5 različnih jezikov, 5 različnih delavnic. Učenci so precej razgibani, pojejo, sodelujejo, se učijo novih abeced, črkopisov, vsega mogočega. Mislim, da so zelo zadovoljni in tako smo se tudi odločili, da nadaljujemo naprej in bo to postala stalnica. Upajmo, da drugo leto ob lepšem vremenu se vidimo spet na glavnem trgu v Ljutomeru. V začetku septembra je v Ljutomeru in okolici potekalo snemanje filma Svitanje pod režijsko taktirko naše bivše dijakinje Tine Ščavničar. Ponujeno priložnost za ogled snemanja filma so izkoristili dijaki prvega D oddelka gimnazije, ki bodo med srednješolskim šolanjem procesa nastajanja filma spoznali še podrobneje. Za novopečene gimnazice je bila to odlična izkušnja in popotnica v njihova 4 leta pri nas. Od 21. do 25. septembra je potekal projektni teden Otrok v vrtcu za 3. letnike predšolske vzgoje. Skozi cel teden smo spoznavali različne dejavnosti, ki bi jih lahko uporabili pri praksi v vrtcu. Spoznavali smo glasbo, naravo, jezik, šport za otroke, sprostitvene dejavnosti ter se seznanili z otroki s posebnimi potrebami. Predavateljice iz različnih vrtcev ter osnovnih šol so nam tudi na praktičnih primerih pokazale, kako naj vzgajamo otroka. Ravnateljica vrtcev občine Moravske Toplice Simona Kavčič nam je predstavila, kakšen naj bo praktikant, kakšne so njegove naloge ter kaj vrtci pričakujejo od njih. Vzgojiteljice vrtca Ljutomer Nada Rajtman, Ksenija Žuman, Bojana Majerič in Nada Marinič so nam predstavile področje gibanja. Vzgojiteljica Marjeta Kuhar, delo vzgojiteljice v 1. razredu osnovne šole, Alenka Korošec pa področje jezikovne vzgoje. Z Andrejo Klinc smo preizkusili glasbeno metodo Williams. Gre za poseben pristop glasbene pedagogike predšolskih otrok in prav tako šolskih otrok. Bili so odlični, pevsko razpoloženi, instrumentalno navdihujoči in glasbeno prav zanimivi otroci. Vzgojiteljice Silvija Belšak-Viher, Mateja Vajda in Ksenija Kolar pa so nas popeljale na področje naravoslovja. Posebej smo prisluhnili učiteljicama, ki sta nam predstavili delo z otroki s posebnimi potrebami, seznanili pa smo se tudi s sodobnim plesom v predšolskem obdobju. Knjižničarki Jasna Branka Staman in Aleksandra Šumen sta nas povabili v pisani svet pravljic v pravljični urici, nato pa smo skupaj z otroci izdelovali izdelke na temo Muca Copatarica. In tako smo dijaki spet bogatejši za veliko zanimivih izkušenj. V ponedeljek 21. septembra je bil gost naše šole Boris Ferk, profesor zgodovine in geografije, ki uči na konzervatoriju za glasbo in balet v Mariboru. V prostem času veliko potuje in pred časom je na svojem popotovanju preživel daljši čas v Siriji. Ja, na nek način je pač to zdaj, rečemo temu, aktualna tema. In tako kot sem povedal v uvodu, je seveda predstaviti neko tako kulturo, državo in pokrajino v prvi vrsti je namen, da vidimo sploh, kako ljudje tam živijo, da vidimo sploh, kaj to je, kje to je in da šele glede na to lahko potem dejansko dobimo vtis, kaj se dogaja, kakšni so ti ljudje in da nas nečesa ne biti strah. Dijaki smo spoznali glavne vzroke, ki so povzročili enega največjih migracijskih valov po 2. svetovni vojni v Evropi, predavatelj pa bi se v Sirijo z veseljem še kdaj vrnil. Država je bila zelo gostoljubna, zelo raznolika, pestra in pa predvsej poučna.
skozi zgodovino se pač nekako tako čuti, da so se tam tokovi že tisočletja in tisočletja seveda mešali in da eno to bogatstvo ostaja v tistem prostoru in v ljudeh, tako da nekako tako je ta regija prav zaradi tega tako zanimiva in bi se splačalo še večkrat obiskati. Enega izmed septembrskih popoldnevov smo izkoristili za druženje profesorjev, staršev in dijakov na športnem popoldnevu. Profesorji športne vzgoje so pripravili kar nekaj športne ponudbe, večinoma pa se jih je odločila za pilates in odbojko. Pri dejavnostih so skupaj z nami uživali, se nasmejali in obenem naredili nekaj dobrega za svoje telo. Rdeča zastava in na njej bel križ. Prelepo prostrana dežela severa z zelenimi dolinami in širnimi travnatimi površinami. Baltske plaže in Severno morje, po katerem so nekoč veslali vikingi. Ali že veste, o kateri deželi govorimo? Naj vam še malo pomagamo. Leži na skrajnem severu in meji na Nemčijo, glavno mesto pa je Kopenhavn. Ja, Danska seveda. V sklopu Slovensko-danskega prijateljstva in Društva Slovensko-danskega prijateljstva so se letos, kot že vsako leto, dijaki odpravili na vseslovensko ekskurzijo in izmenjavo na Dansko. Tam so bili kar dolgih 9 dni in na koncu povedali, da so v srcu resnično spoznali pomen domotožja in ponosa na lasten narod ter ponosa do naše male deželice Slovenije. Odpravili so se 4. septembra ob 7. zvečer in se odpeljali iz predolgega mostu v Ljubljani na pravo severno dogodivščino. Na avtobusu so spoznali druge letnike iz cele Slovenije in imeli čas, da se z njimi dodobra spoznajo že v prvih 20 urah, kolikor je trajala tudi sama vožnja. Ko so prispeli, so tako v tednu dni prevozili celoten polotok in manjše otoke ter se ostali ob znamenitostih, kot so cerkve, galerije, kipi, Legoland in tudi prelepe obale. Tako so obiskali mesto Aarhus, Roskilde in med drugim tudi hišo pravljičara Hansa Christiana Andersena ter nekaj kraljevih gradov. Celotna ekipa se je dodobra povezala in tudi glasbeno uskladila, saj so zapeli odlično podoknico tudi našemu veleposlaništvu na Danskem, ki jih je potem tudi zasluženo pogostilo. Med potovanjem so dijaki prenočevali tako v dijaškem domu kot v hotelu in celo pri danskih vrstnikih. Zadnja je bila za mnoge prva izkušnja navezovanja stikov z vrstniki iz tujine in bili so zelo navdušeni, saj mladina kot mladina ima vedno veliko skupnega. Bivanje doma pri gostiteljih vrstnikih tako lahko po besedah dijakov opišemo kot zanimivo in razborljivo, saj se naši kulturi precej razlikujeta. Slovenska odprava je imela na potovanju tudi 2 slovenska večera, na katerih so predstavljali Slovenijo, njene znamenitosti in znane osebnosti, kulturo in naravno-geografske značilnosti. Pet dijakinj gimnazijskega programa je obiskalo tabor slovenščine, ki je potekal na Filozofski fakulteti v Ljubljani. V Ljubljano smo se odpravili konec avgusta, kjer smo preživeli zadnji teden počitnic. Na taboru so nas predavatelji tamkajšnje fakultete in njihove dekanje lepo sprejeli in kmalu smo začeli s programom, ki so nam ga pripravili. Prisluhnili smo mnogim zanimivim predavanjem, nekaterim na psihološko temo, večinoma pa so bila predavanja o slovenščini. Ker smo tabor obiskali dijaki, ki nam je slovenščina kot predmet pri srcu, smo se na taboru tudi zabavali. Naučili smo se veliko novega o frazeologiji, glasoslovju in tudi nekaterih drugih temah, ki so nam jih natančno razložili. Po 2 predavanjih dnevno so sledile tudi vaje in delavnice, seveda pa smo imeli tudi čas, da smo se sprehodili po Ljubljani in počeli, kar smo pač želeli. Dodobra smo spoznali Ljubljano in uživali tam, zato komaj čakamo naslednje leto. Končana je naša prva oddaja v novem šolskem letu, se vidimo prihodnji mesec, ko bomo spet poročali o dogajanju na naši šoli.